Jaz kot faustolog Danteja in njegovo božansko komedijo opazujem takole, da se dejansko on postavi v neko vlogo zdrave oblike župnika in da stremi tudi k ženski, kaj župnikom v rimsko-katoliški cerkvi prepoveda. In sprašujem se, koliko k potlačevanju žensk nasploh cerkev za svojo dogmatiko in predvsem tistim v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha pripomore, zakaj ne slišimo nikoli v imenu matere, hčere Svetega Duha? Je ženska v rimsko-katoliški cerkvi izbrisa? Ne. Ženska v rimsko-katoliški cerkvi nastopa v kar veliki vlogi, sicer ne v taki, kot bi jo ti rad slišal, zato ker ni ji namenjeno biti v vlogi odrešenika ali česa takega. No, vse to sem ravno mislil. Materi je namenjeno, tako bom rekel. To je boljše, materi je namenjeno to, pa tudi tak ni nujno, ne. Materi je namenjeno v krščanski religiji neko prav posebno mesto. Evropejci smo se odločili, da bomo temu materinskemu čutu nekako sledili. Ne vem, kako so drugi narodi po svetu znotraj tega naravnani, verjamem pa, da pač, ker gre za biološko primarno vez mati, otrok in to, da je vendarle močna. Oče mora biti postavljen zaradi avtoritete. Oče se postavi zaradi tega, da znak, ki nas potem usmerja, lahko deluje. Koliko otrok se boji bolj svojih očetov kot svojih mater. Zato je vprašanje potem, zakaj mati ni tista, ki je glavna, v bistvu nesmiselno. Ja, mati je glavna, ampak na nek čisto drugi način, na nek ljubeč način. Če bi šel na Poljsko, recimo, ali pa na Švedsko, tam je pa sveta mati Božja tista, ki je glavna. Nikjer se ne omenja sicer, da je ona lahko odpušča, pa da ona te lahko v nebesa pospremi, pa da ti bo ona kaj naredila, ampak vsi vedno se lepo obračajo k njej, priporočajo se njej, zato ker mati bo tista, ki ti bo dala, če nič drugega, vsaj to hrano, to boš lahko dan preživel. Ker dejansko znajo v prakso povezati s to teorijo, nekako ne? Jasno mi je, da življenje je nekaj druga kot tisto, kar je tam zapisano. Ja, jaz dokler bo krščanstvo in verjamem, da se bo to tudi prej ali slej moralo nehati jemalo življenje kot prepis tistega, kar je v Svetem pismu napisano, tako dolgo, je že napredek vprašljiv. Ampak glede na to, da vidimo, da se vendarle zgodovina počasi premika naprej, da noben Gaddafi ne more večno zdržati na svojem stolčku. Ali v zgodovini smo pa že bili priča temu tudi, da so kakšni papeži, da je nekdaj gorelo pod ritjo, povedano domače. Nikoli ne veš. Doba je ravno prava. Eni že pred borzo štrajkajo, drugi so na Wall Streetu, mi imamo 5. decembra, ali ne, volitve. 4. Tako da svet se počasi, svet se obrača. Zdaj, ali se obrača na boljše ali na slabše, to pa bomo še videli. Nebesa še v vsakem primeru do leta 2013 imamo čas priti. Sama sva šla prek zapuščene planje kot ta, ki ve, kaj stalo ga je jada, dokler ni spet našel steze nekdanje.